Dober dan in lepo pozdravljeni. Smo v drugem delu trilogije predavanja s skupnim naslovom Iz avtomobilske odvisnosti v brezogljično mobilnost. Ponovno vas še posebej lepo vabim, da pripravite vprašanja, pomisleke, komentarje, kritike in morebitne pohvale ter jih vpišete v komentar LinkedIn novičnika ali v klepet video kanala. Na čisto vsa bom odgovoril takoj po objavi predavanja. Torej, agenda tega predavanja v 3 delih obsega 3 nivoje: osebni nivo, institucionalni nivo in ekonomski nivo. Drugi del trilogije tega predavanja je Za avtobuse, kolesa in vlake, kako obnoviti pozabljeno infrastrukturo. Samo predavanje sem pripravil v okviru Mobilitatis Omni, Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje v oblikovanju, v katerem radi rečemo, da ponovno povezujemo vzhod z zahodom, kot tudi obratno. Moje ime je Marko Savič, sem pro bono direktor združenja in hkrati zagovornik mobilnosti vseh. Prvi del trilogije smo končali z identifikacijo sistemske težave železniške infrastrukture, kjer smo imeli še ob koncu druge svetovne vojne, to je dobrih 80 let nazaj v preteklost, 20 čezmejnih železniških prehodov. Našteli smo tudi vseh teh 20 čezmejnih železniških prehodov, danes jih imamo le še 11, več kot polovico z neomembe vrednimi frekvencami. Iz moje osebne izkušnje si bom dovolil sklepati, da se številne zgodbe, ki jih omogoča mobilnost in javni potniški prevoz, kot je to recimo maturantski ples in plesne vaje na srednji šoli ob petkih zvečer, preprosto niso zgodile. Jasno je, da ima železniška infrastruktura sistemsko težavo, o kateri bom več povedal danes v tem drugem delu trilogije tega predavanja z naslovom Za avtobuse, kolesa in vlake ali kako obnoviti pozabljeno infrastrukturo. O železniški infrastrukturi sami moram na začetku omeniti 3 zadeve. Prva so nivoji vseevropskega prometnega omrežja ali z angleško kratico TNT, kar pomeni Trans-European Transport Network. Druga so možnosti za sovlaganje v trajnostno, torej avtobusno, kolesarsko in železniško infrastrukturo iz evropskih kohezijskih in drugih instrumentov. In tretje, glede na to, da je ta predavateljska trilogija namenjena pretežno, a ne izključno regiji Pomurje, je okvirni načrt za nadgradnjo in ponovno vzpostavitev potniškega prometa na in ob železniški progi Gornja Radgona-Ljutomer. Če najprej zelo na kratko pojasnim nivoje TNT. Evropska komisija v prejšnji sestavi je spremenila klasifikacijo nivojev iz 2, jedrnega in celovitega omrežja, v 3 nivoje. Jedrno omrežje, razširjeno jedrno omrežje in celovito omrežje. Jedrno omrežje vključuje najpomembnejše povezave, ki povezujejo najpomembnejša vozlišča in bi naj bilo dokončano do leta 2030. Razširjeno jedrno omrežje je opredeljeno na podlagi prednostnih odsekov celovitega omrežja, ki jih Evropska komisija namerava dokončati do leta 2040. In celovito omrežje pokriva vse evropske regije in bi naj bilo s pomočjo sredstev Evropske komisije dokončano do leta 2050. Konkretno moramo vedeti, da ima Slovenija v glavnem jedrnem omrežju vpisanih 510 km železnic in v celovitem omrežju le 107 km železniških prog izmed skupno 1208 km. To pomeni, da Slovenija nima vpisanih 591 km železniških prog v TNT, vključno seveda ne z opuščenimi progami za železniški potniški promet, kot je tudi proga Gornja Radgona-Ljutomer. Zakaj je to pomembno? Enostavno povedano, zaradi denarja. Več o tem v drugi podtočki o železniški infrastrukturi, torej o možnostih za sovlaganje v trajnostno, avtobusno, kolesarsko in železniško infrastrukturo iz evropskih kohezijskih in drugih instrumentov. V združenju Mobilitatis Omni ocenjujemo, da ni nobene možnosti, da se obstoječe železniško omrežje tako v Pomurju kot širše v Sloveniji nadgradi brez evropskih sredstev, sploh ne odkar je Slovenija opustila svojo monetarno samostojnost. Zato v osnovi predlagamo, da se vse proge, ki še niso vpisane v TNT, vpišejo v TNT. Ker je popolnoma samoumevno, da ni možno pridobiti evropskih sredstev za proge, ki jih na evropskem zemljevidu sploh ni. To je po naši oceni združenja edina možnost, da se železniške proge, in to velja tudi za progo Gornja Radgona-Ljutomer, ustrezno posodobijo, vsekakor elektrificirajo in nadgradijo za ponovno vzpostavitev železniškega potniškega prometa. Za sovlaganje v železnice oziroma promet ima Evropska komisija predviden instrument, ki se imenuje Instrument za povezovanje Evrope. Ta instrument Slovenija relativno dobro koristi in omogoča sovlaganje
v nadgradnje infrastrukture vse do največ 45%. Ker je Slovenija še vedno tudi kohezijska država, ima možnost koristiti tudi kohezijske instrumente, med katerimi moram izpostaviti 3. To so kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj in nenazadnje nefinančni instrument Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje. Verjetno se zdaj že vsi sprašujemo, ja, koliko je pa možno pridobiti evropskih nepovratnih kohezijskih sredstev za nadgradnje železniške infrastrukture. Omenil sem že, da so številne kolesarske poti pridobile vse do 80% kohezijskih sredstev. Za avtobusno in železniško infrastrukturo je prav tako možno pridobiti do 80% sredstev, za čezmejne projekte vse do 85% nepovratnih sredstev. Kakšno vlogo ima v vsem tem malo prej omenjeno Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje? Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje, ali krajše EZTS, je prav tako kot prej omenjena sklada eden izmed instrumentov evropske kohezijske politike. EZTS javnim subjektom iz različnih držav članic omogoča, da se povežejo v okviru novega subjekta s statusom pravne osebe. To potem omogoča oddajo vlog za nadgradnje infrastrukture neposredno na Evropsko komisijo. Tako avtobusne infrastrukture, možno je namreč subvencionirana nabava avtobusov kot takih, že omenjenih kolesarskih poti in nenazadnje železniške infrastrukture. To je eden izmed glavnih razlogov, da smo se odločili, da Mobilitatis Omni preoblikujemo v EZTS. Verjetno nas zdaj zanima tudi, koliko železniških projektov je v Sloveniji že pridobilo 80 ali morebiti celo 85% evropskih sredstev. Pojasniti moram, da v Sloveniji nimamo niti enega projekta nadgradnje železniške infrastrukture, ki bi pridobil vse do 85% evropskih sredstev. Če vse skupaj ponazorim na primeru železniške proge Pragersko-Hodoš, ki je bila dorečena s podpisom sporazuma med takratno slovensko in madžarsko vlado leta 1996. Ta železniška proga v skupni dolžini skoraj 70 km, še posebej na novo zgrajeni del iz Puconcev do Hodoša in državne meje po novi trasi v dolžini 24,5 km in dodatnih 19 km proge na madžarski strani, je bila zgrajena v 5 letih z otvoritvijo 16. maja 2001. 15 let pozneje, 10. junija 2016, je bila potem odprta še kot elektrificirana proga, ki dopušča hitrosti do 160 km/h med Pragerskim in Mursko Soboto, iz Murske Sobote do Hodoša do 120 km/h. Čeprav je to glavna evropska železniška proga, je enotirna proga z večjimi odstavnimi tiri in grajena tudi za najtežji tovorni promet. Na odseku med Ormožem in Ptujem je to najbolj ravninska proga v Sloveniji. V Mobilitatis Omni radi rečemo, malo v šali, malo zares, na Dolenjskem bi ubijali za tako progo. Za vse, ki se ne vozimo pogosto z vlakom po dolenjski progi iz Ljubljane proti Metliki in obratno, ima pa te zelo vijugaste proge. Šalo na stran. Kaj je za nas pomemben nauk? To progo Pragersko-Hodoš je Slovenija uspela vpisati v jedrni TNT, kot sem omenil, to je ena izmed glavnih evropskih prog, kar je izjemno velik uspeh in primer odličnega sodelovanja dveh sosednjih držav, Slovenije in Madžarske. Celoten proračun proga je znašal 465 milijonov evrov, pri čemer je bilo iz evropskih skladov pridobljenih dobrih 207 milijonov evrov, večinoma iz kohezijskega sklada in manjši del iz instrumenta za povezovanje Evrope, torej 40,5%. Rezerve do 80 ali celo 85% sovlaganja so bile torej še precejšnje. V denarju bi to pomenilo celih 188 milijonov evrov. Zanimivo je, da po drugi strani nadgradnja železniške postaje Pragersko, ki je bila pred kratkim zaključena, potekala pretežno sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini do 40%. V Sloveniji torej znamo koristiti sredstva iz obeh skladov, kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj, posamično, a ne hkrati. Na tem mestu, v tem predavanju kot direktor Združenja Mobilitatis Omni dajem zagotovilo, da bomo to spremenili z registracijo Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje Mobilitatis Omni. Vsekakor je proga Pragersko-Hodoš primer dobre prakse z nekaterimi pomanjkljivostmi, ki smo jih opazili v združenju, kot je recimo kompletna ukinitev prvih tirov na vseh večjih železniških postajah te proge z izjemo Murske Sobote. Tudi sam standard dostopa na perone postaje bi bilo treba spremeniti iz sedanjih neprijaznih stopnic in premajhnih dvigal v uporabnikom bistveno bolj prijazne klančine in ustreznejša dvigala tudi za ranljive skupine, kolesarje in druge. Tako bi dosegli, da bi bile tudi železniške postaje bolj dostopne. Trenutno imamo situacijo, ko je do železniških peronov bistveno težje dostopati kot do vsakega nakupovalnega centra. Nenazadnje in absolutno ne najmanj pomembno,
Še tretja zadeva glede železniške infrastrukture v tem predavanju. Okvirni načrt za nadgradnjo in ponovno vzpostavitev potniškega prometa na in ob železniški progi Gornja Radgona-Ljutomer. V Mobilitatis Omni smo s strani pristojnega ministrstva že bili pozvani, da na Slovenske železnice pošljemo vlogo za ponovno vzpostavitev potniškega prometa na progi Gornja Radgona-Ljutomer. To smo seveda oddali, a prejeli pričakovan odgovor, da proga ne ustreza tehničnim standardom za ponovno vzpostavitev potniškega prometa, predvsem z vidika signalno-varnostnih naprav in dostopa oziroma potniških peronov za vlake. Eno in drugo je sorazmerno enostavno rešljiv problem, tudi z možnostjo namestitve modularnih peronov na tej progi. Bodi dovolj za ta drugi del trilogije predavanja iz avtomobilske odvisnosti v brezogljično mobilnost. V tretjem delu trilogije bom zaključil z drugo točko predavanja na institucionalnem nivoju in predstavil predlog nadgradnje za vzpostavitev potniškega prometa na in ob železniški progi Gornja Radgona-Ljutomer ter potem v zaključku prešel na tretjo točko predavanja ekonomski nivo. Tretji del tega predavanja iz avtomobilske pasti v brezogljično mobilnost ima zato podnaslov Preseganje začaranega kroga ogljične ekonomije za ekonomijo vsakdana. Najlepša hvala za vašo pozornost. Še enkrat, zelo bom vesel vaših vprašanj, pomislekov, komentarjev, kritik in morebitnih pohval. Vpišite jih v komentar LinkedIn Novičnika ali v klepet video kanala. Se vidimo in slišimo ponovno naslednji četrtek ob 2:30 popoldne.